Pozdravljeni, tokrat se nahajamo v parku doživetij, kjer se dogajajo zanimive stvari. Vse te do konca leta, torej do 10. julija, se bodo tukaj dogajale otroške delavnice in vse ostale zadeve. Zelo zanimivo bo. No, danes bomo pogledali eno prav posebno zanimivo zadevo, nekoliko bolj športno obarvano. Slackline se imenuje, tako da se bomo za kratek čas zazibali na vrvi. Vse, kar za ta nov in nenavaden šport potrebujete, je obilico dobre volje, veliko mero vztrajnosti in napeto vrv. Obiskovalci so nenavadno poskakovanje na vrvi hitro vzljubili. Pa mi je kar zanimiv šport, no. Zahteva človeka ravnoteže, se pravi življenje ravnoteže, kar je dobro in za otroke in za odrasle, ne. Vidimo, kako smo nerodni drugače. Kako daleč si se sprehodil po tej vrvi mogoče? Pa, ko me je babi za roko držala, sem se celo vrst prehodil, drugače pa malo skačem gor. Ja, ne precej daleč, kar zelo je težko in ne bi mogel priti do konca te vrvi in mi je zelo naporno. Seveda smo ta nadvse neobičajen, a v Sloveniji vse bolj razširjen šport morali preizkusiti tudi na lastni koži. Po krajšem premisleku smo strahoma stopili na vrv. V bistvu je že kar star šport, ampak je zdaj v zadnjih 3 letih vedno bolj popularno, nudi treninge od ravnotežnih spretnosti do razvijanja motoričnih spretnosti, hkrati tudi mentalni trening, se pravi za koncentracijo in tudi zabava obenem, ne, se vidite, otroci, starši, vsi se imajo fajn. Na to smo napeto elastiko prepustili profesionalcem in spoznali, da je na elastiki praktično vse mogoče. Karkoli ljudje počnejo na tleh ali pa v gimnastiki, tako na parteru, vse to se da narediti tudi na traku. Od salte do dvojne salte, do različnih gibov, od dolžin do 100 metrov, do 200 metrov, do višinskih nad 10 metri. To smo na Bledu tudi v Adrenalinskem parku letos novost naredili, imamo 6 slackline potegnjenih na 10 metrih višine. Seveda so varovani, ampak gre se pač tisto, da ljudje vidijo, koliko so v glavi, koliko je psiha močna, da probajo priti preko. Ne. Kako dolgo pa moraš trenirati, recimo, da ti rata tudi kakšno salto narediti, kakšno akrobacijo? Temu bi jaz rekel vse predhodna podlaga, bilo kakih takih sorodnih športov, kot kak gimnastika, pa te akrobacije, pa to, da se ve, kje so rotacije, kako se to izvaja ti triki, ne, drugače pa podlaga mora biti, drugače pa odvisno, koliko je vsak talentiran za to. Kljub temu, da sprehajanje po elastiki izgleda precej enostavno, pa je ta šport precej fizično naporen. V Nemčiji ti proizvajalci so začeli to uvajati v fizioterapijo, zato ker dela kompletna mikromuskulatura za sklepe, za vezi, tako da se pravi, dela komplet celo telo. Sicer za slackline ni nobene starostne omejitve. Šport je primeren za vse, ki se radi zabavate na prostem. No, če boste svoje spretnosti želeli preveriti, se lahko udeležite tudi tekmovanja v slacklineu, ki vsako leto poteka med prvomajskimi prazniki ob vznožju Pohorja.